Dobrodošli na webinarju, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije organizira skupaj z Deloittom. Preko 600 prijavljenih priča o tem, da je tema za to, kakšne so možnosti in priložnosti v okviru protikoronskega zakonodajnega paketa, izjemno zanimiva. Prepričan sem, da bomo 45 minut, ki je pred nami, zelo hitro prebili. Prepričan sem, da bodo tudi na koncu možnosti za odgovore na številna vprašanja. Za tista, ki morebiti danes ne bodo odgovorjena, naj že vse vas naslovim že sedaj na spletne strani Gospodarske zbornice Slovenije, kjer imamo poslovne nasvete v času koronavirusa. In kot rečeno, z nami so predstavniki Deloitta, Uroš Rožič, Bara Gradišar ter Andreja Škofič Klamfer. In predlagam, da kar začnemo. Spoštovani Deloittovci, beseda je vaša, izvolite. Pozdravljeni. Torej na začetku bi se ustavila na par pomembnih predpostavkah, ki jih nov megazakon nekako prinaša, predvsem pa potem in seveda tudi interventni zakon, ki je bil sprejet prej, torej glede zelo teh bazičnih davčnih obveznosti. Vsi vemo, samo ponovimo, torej spremenil se je torej datum oddaje davčnega obračuna ter oddaje v bistvu finančnih poročil na AJPES, torej prestavljeno na 31. maj 2020. Drugače pod pomembni zadev še tudi v bistvu premik oziroma možnost premika oziroma obročnega odplačevanja različnih davkov za obdobje 24 mesecev, kjer je zelo pomembno, da pač v tem času ne tečejo obresti. In pa to, kar predlaga, v bistvu kar prinaša novi megazakon, to je pa v bistvu oprostitev plačila dveh akontacij davka od dohodka oziroma akontacij davka od dohodka iz dejavnosti, torej akontacije za mesec april in mesec maj. Zelo na kratko o tem. Med vašimi vprašanji, ki smo jih dobili posredovane, pa smo zasledili, da je bilo kar nekaj v bistvu vprašanj na temo, kako se ugotavljajo sami prihodki. Torej, oziroma kako se bo štel ta 20 oziroma 50% upad prihodkov, s katerimi potem lahko zavezanci nadalje v bistvu uporabljajo druge možnosti, ki jih zakonodaja predpisuje. Tukaj nekih jasnih navodil ni. Dejstvo je, da bomo morali dokazovati torej 20% upad prihodkov v prvih 6 mesecih leta 2020, kar pomeni, da bo treba pripraviti v bistvu finančne izkaze za preteklega pol leta in pa tako v bistvu torej prvega pol leta 2019 in pa prvega pol leta 2020. Treba je paziti, da tukaj upad mora biti 20%, več kot 20%, medtem ko pa za drugo polletje, torej pa ne sme biti rast večja kot 50%. Zdaj upam, da sem na večino teh vprašanj, ki so se nanašala na prihodke, odgovorila. Zdaj pa v bistvu kar vabim kolegico Baro Gradišar pa kolega Uroša Rožiča, da v bistvu nadaljujete z temi najbolj odmevnimi, torej možnostmi, kako pridemo do nekih finančnih spodbud na področju zaposlovanja oziroma dela. Ja, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Zdaj, jaz bi v bistvu na kratko najprej razrešila eno zmedo. Trenutno na področju izplačil delavcem in teh v bistvu potencialnih subvencij države vlada precejšnja zmeda, zlasti zaradi dejstva, da to področje urejata oziroma bosta v kratkem urejala dva zakona. To je zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki je že sprejet in že v veljavi od 29. marca. Poleg tega pa še tako imenovani megazakon, ki pa še ni stopil v veljavo in bo v roku par dni. Zdaj, oba zakona različno višino prispevkov in tudi pogoje, pod katerimi družba lahko v bistvu zaprosi oziroma zahteva te subvencije. Zato je eno od glavnih vprašanj zdaj razmerje med tema dvema. Ureja ga megazakon, ki pravi, da za čas trajanja ukrepov po megazakonu, to je lahko od 13. marca naprej pa do konca maja, ukolikor epidemija ne bo podaljšana, se uporablja megazakon. To pomeni, da vse vloge, tiste za marec, april in maj, tudi tiste, ki so že vložene, mogoče na podlagi prejšnjega zakona, se bodo obravnavale po megazakonu.
Zdaj, ta trenutno veljavni zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov torej pride v poštev samo po tem, ko mega zakon preneha veljati. To je od 1.6. do konca septembra oziroma, ukolikor bo epidemija podaljšana, od 1.7. pa do konca septembra. Zdaj, s tem smo tudi v bistvu razrešili nekaj vprašanj, kasneje pa se lahko vrnemo, če boste imeli še kakšne v bistvu bolj podrobne z tega področja. Zdaj pa, če se mogoče kar osredotočimo na mega zakon, ki je trenutno edini, oziroma ni še, ampak bo edini, ki pride v poštev. Tukaj bi razdelili ukrepe na dve skupini. In sicer eni se nanašajo na tiste delavce, ki ne opravljajo dela, in sicer zato, ker so bili recimo poslani oziroma bojo na začasno čakanje na delo doma, oziroma tiste, ki ne delajo zaradi višje sile, to je varstvo otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol, ker ne morejo priti na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej in podobno. To je prvi sklop, ki vam ga bom jaz zdaj na kratko predstavila, potem je pa še drugi sklop, to je pa za tiste delavce, ki delajo, torej ki v času epidemije še vedno opravljajo delo, to je na delovnem mestu ali doma. Zdaj, če se osredotočimo na to prvo skupino. Za to skupino omogoča oziroma mega zakon predvideva več stvari. In sicer prva je, če ste recimo zaposlene že poslali domov na čakanje, že pred uveljavitvijo tega zakona, torej to še vedno velja, lahko ukrepe uveljavljate v 8 dneh po uveljavitvi zakona. Torej, ko bo zakon sprejet in naslednji dan, oziroma objavljen v Uradnem listu, naslednji dan začne veljati, od takrat naprej je še 8 dni, da vložite te vloge na zavod. Za vse ostale, se pravi, če boste delavce kasneje poslali na čakanje, pa imate v bistvu je rok za uveljavitev vlog 8 dni od takrat, ko ste jih poslali na čakanje, oziroma kadarkoli do konca maja. Torej, takrat je malo več manevrskega prostora. Zdaj pa ukrepi. Najprej, kakšno nadomestilo je potrebno delavcu izplačati za čakanje na delo doma. Gre za nadomestila plač v višini 80%. Zakon namreč, bomo tako rekli, povozi tudi 6. odstavek 137. člena zakona o delovnih razmerjih, ki določa osnovo višino 50% osnove. Zakon izrecno določa, da je nadomestilo delavcem v tem primeru 80%. Kaj vam bo pa država povrnila? Zdaj opredeljeno je, da v bistvu se za te delavce, ki ne delajo, ne plačajo nobeni prispevki za socialno varnost. Zdaj, če ste jih že poravnali, recimo za marec, to pomeni, da boste lahko zahtevali nazaj, načeloma pa velja oprostitev vseh prispevkov za socialno varnost. Omejitev, ki jo je zakon tukaj določil. Prvo, nadomestilo, ki ga izplačate, teh 80%, je edina omejitev zdaj, da to nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače. Torej trenutno približno 940 evrov bruto. Dodatna omejitev pa je, da povračilo nadomestila, ki ga boste prejeli, se bo povrnilo v višini izplačanega nadomestila, ki ne presega višine povprečne plače za leto 2019 preračunane na mesec. To mislim, da je okrog 1784 evrov bruto. Se pravi, tudi če bo za vašega delavca 80% osnove znašalo več, izplačate več po zakonu, nadomestilo, ki ga boste dobili povrnjeno, pa je omejeno s to povprečno plačo za lansko leto. Kaj konkretno prejmete? Je pa v bistvu opredeljeno kot v višini izplačanega nadomestila zmanjšanega za prispevke zavarovanca. To pomeni, da bo na koncu država pač do višine povprečne plače za lansko leto krila celotni znesek. Tako za delavce na začasnem čakanju, kot tiste, ki ne delajo zaradi višje sile. Dodatno so omejeni pa tudi te prispevki, katerih ste oproščeni, ker bo država jih bo krila v celoti, in sicer tudi te se bojo oprostili samo od nadomestila, ki je omejeno z višino povprečne plače v Republiki Sloveniji.
Zdaj pa mogoče še nekaj o pogojih, ker, kot bo potem tudi kasneje Uroš omenil, mega zakon tudi pogoje, ki jih morajo delodajalci izpolnjevati, da lahko dobijo te določene subvencije, se razlikujejo za delavce, ki ne delajo, se pravi so na čakanju oziroma ne delajo zaradi višje sile, od tistih, ki v bistvu v tem času še vedno opravljajo delo, pa naj si bo to na delovnem mestu ali pa doma. Zdaj, pogoj, ki ga je že Andreja omenila in ga bo mogoče Uroš potem še malo bolj podrobno obrazložil, je ta pogoj prihodkov, se pravi 20, da v prvem polletju leta 2020, da se vam kaže 20% manj v primerjavi z lanskim letom in pa da za drugo polovico leta 2020, ne boste dosegli rasti več kot 50% rasti v primerjavi z enakim obdobjem lani. Ta pogoj velja tako za delavce, če uveljavljate subvencije za delavce, ki delajo, oziroma kot tudi za tiste, ki ne delajo. Kaj pa je dodatno določeno za v bistvu subvencije za delavce, ki ne opravljajo dela, pa je poleg pogoja o prihodkih, v bistvu je pomembno tudi dejstvo, da imate poravnane vse obveznosti do finančne uprave. To pomeni vse davke in prispevke in sicer na dan vložitve vloge. To je zelo pomembno, ker če tudi ste prej mogoče za kakšen dan zamudili s plačilom prispevkov, primer, in so ti prispevki poravnani na dan vložitve vloge, izpolnjujete pogoje. Drugi pogoj pa je, da nad družbo ne sme biti uveden postopek stečaja. Zakon pa določa v bistvu še 3 dodatne pogoje oziroma omejitve, in sicer, da takrat, ko že prejemate ta povračila izplačanih nadomestil, morate ves čas delavcem redno izplačevati neto nadomestila plače, torej tukaj ne sme biti zamud. Poleg tega tudi delavcem, ki delajo, v tem času ne smete odrejati nadurnega dela, vkolikor to delo lahko opravijo delavci, ki so na začasnem čakanju na delo. Poleg tega morate pa tudi Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije ves čas v bistvu predhodno obveščati, vkolikor recimo kakšnemu od delavcev preneha odsotnost iz razlogov višje sile oziroma če kakšnega delavca pozovete nazaj na delo. To je zelo pomembno, zato ker če ne izpolnjujete kateregakoli od teh 3 pogojev, morate prejeta sredstva vračati in sicer v 3-kratni višini. Še en dodaten pogoj pa je seveda, da v obdobju, ko prejemate sredstva in pa še na to po koncu prenehanja še v obdobju, ki je enako obdobju prejemanja sredstev, ne začnete s postopkom likvidacije. To bi bilo na kratko, kar se tiče delavcev, ki ne delajo, zdaj bi pa Uroš mogoče prevzel še z drugim delom, torej z aktivnimi zaposlenimi. Ja, najlepša hvala, Bara. Prisrčno pozdravljen tudi z moje strani. Zdaj bi pa jaz še ta drugi del, torej za vse tiste delavce, ki seveda ostajajo na delovnih mestih. Pričemer seveda ostajanje na delovnih mestih pomeni tako tiste delavce, ki prihajajo na delo v delovne prostore delodajalca, kot seveda tudi vse delavce, ki delamo od doma. Pa, dajmo reči, da nas je vse te dni večina takih. No, tudi za te delavce oziroma za te delodajalce je zakon predvidel posebno shemo, in sicer je predvidel tako delno oprostitev prispevkov kot tudi krizni dodatek. Delno oprostitev prispevkov seveda pomeni, da so oproščeni plačila prispevki za pokojninsko zavarovanje, torej tako tisti prispevki, ki načeloma jih nosijo delodajalci, kot tisti prispevki, ki jih nosijo delojemalci, torej obojni 5,5 in 8,85 skupaj. Ti prispevki se seveda prikažejo v REK obrazcih, delodajalci jih pa ne plačate na pokojninsko blagajno. Dodatno je zakon predvidel, da vsi tisti delavci, ki ostajajo na delu, dobijo tako imenovani krizni dodatek v višini 200 evrov. 200 evrov, govorim neto ali bruto, ker je praktično po zakonu vseeno, ker na teh 200 evrov se ne obračunavajo nikakršne javne dajatve. To pomeni čisto dodatni del, ki ga delavcu nakažete.
Zdaj, tle je precej že takoj postalo nekako razhajan, od kdaj zdaj to velja. Zakon načeloma v celoti velja od 13. marca, vendar je pa prvi odstavek 33. člena eksplicitno zapisal seveda, da ste delodajalci oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in v mesecu maju. Torej govorimo o teh 2 mesecih, ne pa tudi za nazaj. Smiselno enako je za razumeti zakon, ki v drugem odstavku se sklicuje na prvi odstavek, torej na prej omenjeni odstavek in seveda tudi ta krizni dodatek. Zdaj v zvezi s tem seveda je nekaj omejitev. Torej tukaj pri teh ukrepih, torej pri delavcih, ki delajo in delavcih, ki jim date oziroma izplačate krizni dodatek, seveda niso pogoji 20% upada v prvem polletju in pa manj kot 50% rasti v drugem polletju, torej teh pogojev tukaj ni. So pa dodatni suspenzivni pogoji v 99. členu. Zakon vas namreč zavezuje, da v takem primeru, torej ko delavcu izplačate krizni dodatek in ne plačate prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da v takem primeru od uveljavitve zakona nekako računamo, da bi to bil 11.4., ker 2. aprila je bil zakon sprejet, v 8 dneh bo objavljen, če bo objavljen 10. pomeni, da bi 11. ta zakon lahko bil uveljavljen in bo začel veljati. Torej od tega datuma pa do konca leta 2020, torej do konca decembra, ne smete deliti dobička, ne smete izplačati dela plač, ki se nanaša na poslovno uspešnost in pa seveda ne smete izplačati nagrad poslovodstvu. Tudi torej ta 99. člen seveda velja tudi za tovrstne zadeve. Zdaj, dilema, ki se tle pojavlja, je, da za delavce, ki delajo, ni posebne vloge, torej na noben zavod ne pošiljate nikakršne vloge, da to želite uveljavljati, ampak bo to, koliko razumemo, tudi finančno upravo zgrajeno preko tako imenovanih Rek 1 obrazcev, ki sicer so določena navodila že bila objavljena, ampak se po naših informacijah nekje 14 dni ne bo sploh možno vlagati teh novih Rek 1 obrazcev. Torej boste tam označili, kolikšen del ste plačali tega kriznega dodatka in katere prispevke uveljavljate ali ne. To je zelo pomembno, ker če boste izplačali, torej če boste uveljavljali to oprostitev in boste izplačali krizni dodatek, potem seveda ne morete konec leta recimo delavcem deliti nagrade iz poslovne uspešnosti po 126. oziroma 127. členu Zakona o delovnih razmerjih. To je zelo pomembno. Seveda to ne vpliva na delovno uspešnost delavca. Torej tista uspešnost, ki je eksplicitno vezana na posameznega delavca, doseganje njegovih ciljev, seveda lahko normalno izplačujete naprej. Tista, ki je pa vezana bi rekel, poslovno uspešnost podjetja, pa ne. Smiselno enako je z delitvijo dobička, tako da predlagam, da ste glede delitve dobička pozorni pri sklepanju skupščin v letošnjem letu, torej kaj boste z dobičkom dejansko storili. Verjetno je smiselno, da ta dobiček že po sklepu skupščine ostaja nerazporejen in smiselno enako je tudi pri nagradah poslovodstvu. Tako da to so precej, bi rekel, zadeve, ki jih dajte preračunati, ker preprosto, ker če boste izplačali krizne dodatke, seveda ne boste mogli izplačati potem tudi poslovne uspešnosti in pa obratno. Zakon je tle nekoliko nerodno napisan, da predpostavlja, da bodo vsi delodajalci uveljavljali, torej za delavce, ki delajo, uveljavljajo to oprostitev. Temu ni tako, torej lahko se izberete na način, seveda, da prispevke recimo za aprilsko plačo obračunate in pokojninske prispevke in tudi plačate. Seveda v takem primeru, kakor mi razumemo zakon, tudi ni potrebe po izplačilu kriznega dodatka. Zdaj, tle je bilo seveda potem še tudi eno vprašanje vezano na samo božičnico, ali je potem v takem primeru dovoljeno izplačati božičnico ali ne. Tle je pač potrebno seveda pogledati, kaj je sama narava božičnice v vašem podjetju, torej ali ima naravo neke delovne uspešnosti delavca ali ima naravo neke poslovne uspešnosti, ki seveda ima tudi potem po zakonu o dohodnini neko ugodnejšo obravnavo in je od tega odvisno potem kakšen je odgovor. Torej, če je božičnica posledica poslovne uspešnosti, potem seveda tudi to ne pride v poštev.
Tako da ne upam zdaj na tem trenutku napovedati, ker veste, da prihaja nov paket ukrepov, ali bo to ostalo tako, kot je trenutno v tem mega zakonu sprejeto, ampak ta zakon bo začel v nekaj dneh veljati in dokler ne bo ta zakon popravljen, suspendiran, bo seveda to tudi veljalo. Toliko na kratko, zdaj bi pa mogoče šli še na en slajd naprej na nekaj odprtih vprašanj. Seveda, Bara, vskoči kadarkoli se ti bo zdelo primerno. Andreja, enako velja za tebe. Glede prihodnjih določb smo seveda je Bara nekaj že odgovorila. Zdaj glede same nezmožnosti zagotavljanja dela zaradi vladne uredbe o zaprtju nenujnih trgovin, ali se lahko tretirajo kot višja sila. Tako bom rekel, torej v naši praksi smo opazili nekaj takih primerov. Torej že poprej, torej že v začetku oziroma na polovici marca so določeni delodajalci izdajali odredbe delavcem za čakanje na delo z znižanim nadomestilom, torej 50 oziroma 70% minimalne plače in ne 80%. Tukaj pa seveda test višje sile, tisti, ki bo prevladal, torej vemo, kaj višje sile pomeni, gre za nek dogodek, na katerega nihče od pogodbenih strank ne more vplivati, niti vnaprej na njega imeti vpliva. Tako da tukaj bo seveda treba te zadeve od primera do primera tudi potem presojati. Kot sem že omenil, delodajalec seveda ni dolžan izplačati kriznega dodatka, da ne uveljavlja pravice do oprostitve plačila prispevkov, in seveda v takem primeru to preko REK-1 obrazca, ki ga bo finančna uprava, upam, da čim prej usposobila, da ga bo mogoče oddajati, potem tudi ustrezno prikaže. Enako velja seveda tudi potem, kar se tiče glede samega izplačila dobička in kaj se tiče poslovne uspešnosti, kar tudi mislim, da sem že povedal. Zadnji dve dilemi sta bolj na Barinem področju, tako da, Bara, prosim, če malce vskočiš. Zdaj ti si, misliš tale 99? Ja, tole mislim, ja. Ja, vse ta del si v bistvu že pokril. Torej, mi smo tudi brali neka pojasnila in kaj je zdaj pomembno pri tej poslovni uspešnosti. Vsa izplačila do uveljavitve zakona so dovoljena. Zdaj mi tudi, Uroš, to si tudi že razložil, da v bistvu izplačil vezanih na poslovno uspešnost, kar pomeni uspešnost družbe oziroma družb v skupini do konca leta 2020, če uveljavljate subvencije, ne sme biti, ker v tem primeru bo potrebno vračilo. Mogoče tule, če smem dodati, Bara, oziroma te prekiniti, 99. člen oziroma ta prepoved izplačila se seveda nanaša na subjekt, torej na delodajalca. Zaenkrat zakon ni širše napisan, torej se ne nanaša na, bi rekel, povezane osebe, na druge družbe v skupini ali na kaj podobnega. Tako da, kot mi trenutno beremo zakon, seveda to pomeni izključno samo na delodajalca, ki je seveda uveljavljal te ukrepe. Tako. Zdaj mogoče še tole zadnje vprašanje, kako naj delodajalec ve, ali je tudi delavčev zakonec partner uveljavljal odsotnost zaradi varanja, dobite v bistvu to od delavca, ki mu jo date v podpis in na podlagi tega pač lahko verjamete v osnovi, da je edini, ki je doma in v bistvu ne more priti na delo zaradi tega, ker so otroci doma in ne hodijo v šolo. Tukaj bi mogoče samo kot nasvet oziroma napotek, kot je že gospod Hribar Milič na začetku povedal, je na Gospodarski zbornici na njeni spletni strani kar natančno, pa kar dosti podrobno, pa kvalitetno opisan ta sam postopek. Tudi vzorec odredbe torej tudi za te delavce, ki ostajajo doma zaradi varstva pri delu, je smiselno izdati. Vemo, da se to seveda nanaša do otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, tako da je pa smiselno, da še imate potem tudi določeno izjavo, kajti vi morate pod kazensko in materialno odgovornost seveda Zavodu za zavarovanje, za
za zaposlovanje, se opravičujem, podati izjavo, da delavec ostaja doma zaradi varstva otrok. In če se potem seveda naknadno v postopku ugotovi, da temu ni tako, potem lahko kot delodajalci imate težavo, če nimate teh izjav strani delavcev. Tako, zdaj bi pa Bára predlagal, če še ti mogoče čez ta vprašanja, ki smo jih nekako dobili tekom dopoldneva, smo poskušali tako, kar se je dal, jih povzeti, še na nekaj njih odgovorimo, potem bi pa seveda odprli tudi linijo oziroma za dodatna vprašanja, ki jih morebiti še imate. Verjamem, da bomo težko na vse odgovorili, glede na izjemno količino vprašanj, ki smo jih dobili, ampak smo vendarle poskušali po nekih sklopih na to odgovarjati. Ja, se Uroš, jaz sem mogoče mislila, tako kot sva se prej pogovarjala, če bi se dotaknili še malo teh v bistvu 7 dni oziroma 7 zaporednih dni za delavce, ki so bili poslani na čakanje na delo na domu in v bistvu, ker imajo obveznost se odzvati na poziv delodajalca, da pridejo nazaj na delo, pri tem pa zakon to omejuje na 7 zaporednih dni v tekočem mesecu. Imaš tukaj mogoče kakšne kaj za dodati? Ne, tukaj je... Ja, tukaj je... Podobno je tudi potem pri samem kriznem dodatku. 7 delovnih zaporednih dni zakon seveda dokaj jasno določa. Seveda vi lahko delavca pošljete za krajši delovni čas na čakanje, oziroma za krajši čas, kot je cel mesec na čakanje, vendar če ga pošljete za cel mesec, ga lahko do 7 zaporednih dni pokličete nazaj v službo. In to ne vpliva, ne? Tako, in ne vpliva na višino povračila. Po našem razumevanju, ja. Če pa seveda ta čas skrajšate, torej ga pošljete, ne vem, za teden, za 2 tedna, potem je pa seveda temu primerno tudi znižana preko to povračilo strani države. Smiselno enako velja za krizni dodatek. Tu nekako razumemo, da se je seveda krizni dodatek v višini 200 € izplača za izpolnjen polni fond delovnih ur za posamezen mesec. Torej, če je seveda nekdo manj na delu, potem pa seveda sorazmerni del. Toliko z moje strani, zdaj pa bi še bilo kakšno vprašanje, da nekje pol časa smo vam, oziroma dobro polovico časa smo mi govorili, zdaj pa seveda, če je kakršnokoli vprašanje, z veseljem pokomentiramo. Kdo bo začel? Okej. Gospa, grem po vrsti, tle imamo 12 vprašanj. Gospa Darja sprašuje, nadrejena družba Mama bo izplačala dividende, ali lahko kljub temu njene odvisne družbe zaposlenim izplačajo 200 € mesečnega kriznega dodatka, koristi nobenih ukrepov ugodnosti interventnega zakona. Seveda, kot sem že povedal, 99. člen in omejitve se nanašajo na subjekt, ki izplačuje, torej če seveda nadrejena družba ne bo koristila teh ukrepov, potem tukaj ni ovir. In drugo vprašanje, gospod Darje, zaposlena je zaradi višje sile ostala doma, varstvo otroka, ker je vrtec zaprt, družba ne bo uveljavljala nobenih ugodnosti iz naslova interventnega zakona, ali se izplača 50 ali 80% nadomestilo. Bára? Ja, v bistvu v zvezi s tem smo imeli tudi mi interno kar precej enih debat in smo se v bistvu postavili na stališče, da zakon v 21. členu, načeloma v 2. odstavku, izrecno, bomo tako rekli, povozi ta 6. odstavek 137. člena v ZDR, po katerem bi bilo tukaj v bistvu nadomestilo 50% in izrecno določa, da za ta čas je potrebno izplačati nadomestilo v višini 80% osnove.
gremo naprej. Andreja, ta lepo za tebe. V marcu smo oddali DDPO za 2020, zahtevamo vračilo. Družba ne želi uveljavljati nobenih ugodnosti z naslova interventnega zakona, ali tudi za nas velja, da akontacije za 2020, ki zapadejo po uveljavitvi interventnega zakona, ne plačamo, ali moramo 10.4. plačati oziroma poračunati akontacije za januar do marec 2020. Aha, pozdravljeni, evo. Torej, jaz mislim, zdaj mi je pa pobegnilo vprašanje. Sam sekundico, nekam mi je premaknil. Uroš, če vidiš? Ne, čakaj samičkan. Torej, oddali ste davčni obračun do 31.3. in ne boste upoštevali nobenih, bom rekla, koristi oziroma možnosti iz interventnega oziroma in mega zakona. Ja, to pomeni torej, da če ste oddali 31.3., potem je potrebno plačati dodatno davčno obveznost, vkolikor je v naslednjih 30 dnevih. Akontacije so se vam spremenile že 10.4., torej akontacija za mesec marec. Mesec marec bo po novem davčnem obračunu torej spremenjen in plačan v ustreznem znesku. Nekako pa berem zakon, da torej aprilska in majska akontacija pa sta v vsakem primeru v bistvu oproščeni, kar pomeni, da boste konec leta 2020, ko boste delali davčni obračun, dejansko upoštevali samo 10 akontacij, ki so bile plačane kot odbitek, v bistvu že bom rekla, kot neko preplačilo na davčno obveznost za leto 2020. Jaz upam, da sem vse odgovorila. Uroša, si našel vmes še vprašanje? Vse gor je objavljeno, ga vidiš? Aha, zdaj ga pa vidim, ja. Torej, tako, torej, jaz mislim torej osebno, da torej akontacijo, ki bo zapadla 10.5., to je torej aprilska akontacija, in majsko akontacijo ne plačate, ker vam tako zakon predvideva, ne vezano na nobene druge ukrepe, medtem ko pa poračun akontacij za januar, februar in marec bo pa treba plačati. Gremo naprej. Se lahko delodajalec, ki nemoteno posluje, odloči, da ne bo upošteval pomoči, oprostitve prispevkov pokojninskega in invalidskega ter seveda prispevke polno plačo, posledično ne bo plačal tudi kriznega dodatka, seveda to možnost imate. Zanima me, kaj v zakonu pomeni, da delavec, ki ima sklep o začasnem čakanju na delo na domu, lahko dela 7 zaporednih dni v mesecu, ali to pomeni, da lahko dela recimo vsak teden en dan, ali pa od ponedeljka do naslednjega torka, se pravi 7 delovnih dni zapored. Bara? Pardon. Zdaj, ja, tukaj je tako, teh v bistvu 7 zaporednih delovnih dni, tako, koledarskih dni, če se ne mote, omejitev za tiste, ki ste jih poslali na čakanje za cel mesec oziroma za 2 meseca. Določa neko omejitev, recimo, da če jih pozovete nazaj, da jih lahko za največ 7 zaporednih. Kolikor se pa vi že odloči in ne na pravico do povračila stroškov za takega delavca. V primer bi recimo že vnaprej vedeli, da boste zaposlenega rabili 2 dni na teden, 3 dni na teden pa ne, primer ali pa kakšen drug vzorec, pa že vnaprej samo delno pošljete na čakanje na delo doma, tako da tukaj ta omejitev načeloma ne pride v poštev po našem razumenju, bodo v bistvu prejeli potem sorazmeren del subvencije. Ok, hvala, Bara. Mičkrat bomo mogli pohiteti, da pridemo čez večino, če se bo le dalo. Naprej, prosim za pojasnitev veljavnosti ukrepov, predvsem vprašljiv člen 33 iz zakona je razvidno, da velja za april in maj, FURS pa navaja, da velja 13.3. Tudi mi smo to opazili, smo še šli enkrat zakon prebrati in stojimo, nekako razumemo, da to velja za april in maj. Če uskočim, sem imel tudi FURS, zdaj, če bi kdo prisoten neko tiskovno konferenco, ki se v bistvu tudi glede tega opredeljevali, ampak se je delno sovpadlo z našim, tako da bomo potem v bistvu po tem webinarju tudi mi naštudirali njihove odgovore, je pa to po našem stališču napaka FURS-a.
Ok, naprej gospa, ki bi morala začeti 8. februarja z opravljanjem dejavnosti in kot rizična vodica, vendarle seveda ni, ali je zdaj upravičeno do kakšnih ukrepov. Tako kot mi razumemo zakon, niste upravičeni do teh ukrepov iz naslova čakanja na delu, imate pa seveda možnost po 34. členu zaprositi za temeljni dohodek. Če gremo naprej, od kje izhaja, da so doma lahko samo starši za otroke od 5. razreda osnovne šole, FURS je objavil oprostitev in krizni dodatek od 13. dalje, to smo že povedali. Kakor pa vem, je pa 5. razred nekako iz enega pojasnila Ministrstva za izobraževanje izhaja. Torej govorim o pojasnili na ravni ministrstva, v zakonu tega ne piše. Torej, če boste vi uspeli dokazati, da tudi po 5. razredu otrok ni tako samostojen, da bi se lahko varoval sam, potem seveda razumem, da boste to individualno uspeli dokazati, sicer pa načeloma velja ta 5. razred po pojasnilu pristojnega resornega ministrstva. Obročno plačilo davka zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov. Andreja. Ja. Kot sem povedala že na začetku, to v bistvu obročno odplačilo davkov izhaja v bistvu iz interventnega zakona, lahko zaprosite, treba je narediti vlogo in imate v bistvu 24-mesečni obrok oziroma odlog do 24 mesecev in v tem času v bistvu ne tečejo obresti. Ok. Ali lahko izplača dodatek v višini 200 evrov, ki je neobdavčen in ne uveljavlja oprostitev prispevkov? Kakor razumemo, sta ta dva ukrepa po 33. členu povezana. Tako bi rekel, razumemo, če bo seveda prišlo do, bi rekel, bolj ugodne interpretacije strani pristojnih organov, potem bo seveda to super. 33. člen zopet pa FURS-ovo pojasnilo, ne vem, zakaj je FURS pojasneval, kot je pojasneval, bomo to seveda tudi FURS vprašali, ampak to pojasnilo danes prišlo, mi smo potem pojasnilo šli še enkrat zakon brati in zaenkrat razumemo kot april in maj. Če bo seveda bolj ugodna ta obrazložitev prišla, razumemo, da bo treba pa seveda poseči v sam zakon in ga v tem delu prilagoditi. Letni dopust, ki ga bo zaposleni koristil po 16. Ja. Bara, je vse v redu? Ne, saj samo glede teh prispevkov, dejansko, se slišimo? Ja. Prispevki so od 13. naprej, ampak za tiste, ki ne delajo, tako da tukaj je malo zmede, zdaj za pokojninsko je pa napad. FURS-a, no. Ok, upam, da ste slišali, jaz sem te malo slabše slišal. Letni dopust, ki ga bo zaposleni koristil po 16.3. se poroča na starih obrazcih REK 1001 in ali se poroča v novih REK 1002. Zdaj, glede na to, da novi REK obrazci še ne veljajo, pomeni, da boste tudi za poročanje po starih obrazcih poročali, dokler boste lahko, pa boste seveda potem naknadno spreminjali. Bara, bi tle kaj dodala? Ne, načeloma ne, zdaj glede na to, da trenutno niti ni možno izpolnjevanje teh novih REK obrazcev, izpolnite vse tako kot prej, pa se v bistvu potem naknadno tudi delajo popravki, ko bodo na voljo. Ali se v primeru, da je zaposleni odsoten zaradi varstva otrok in delodajalec ne uveljavlja refundacije njegove odsotnosti, obračunava v 50 ali 80%? To smo že povedali, da 80, ne? Bara. Ok. Krizni dodatek v celoti pripada tudi delavcem, ki ne delajo polni delovni čas. Če beremo zakon, te omejitve zaenkrat ni. Obstajajo pa seveda določena pojasnila, da ta krizni dodatek pripada za polni fond ur, ne, kar pomeni, da bi tudi v tem primeru seveda pri skrajšanem delovnem času ali pa pri, bi rekel, nepolnem fondu ur seveda bil potem sorazmerni del.
Uveljavljali bi krizni dodatek plus zmanjšanje dajatev, torej ja, mislite verjetno pokojninske prispevke. V aprilu izplačujemo plačo za marec, očitno so tukaj različna tolmačenja. Torej v aprilskih izplačilih ni nič razlike, je samo v maju za izplačilo plač aprila, ali? Tako mi zaenkrat razumemo. Ker če bo seveda potem zadeva ustrezno urejena, boste pač preko obrazcev, ko bodo začeli veljati, tudi poročali. Ali se v primeru uveljavitve delne oprostitve prispevkov obvezno izplačati krizni dodatek? Ja. Ali sem prav razumela, da pogoj 20% upad prihodkov in 50% izpad v drugi polovici leta velja tudi za uveljavljanje odsotnosti zaradi višje sile? Mara? Tako je, ja. To je ta pogoj, ki velja v bistvu za oboje. Tiste, ki delajo in tiste, ki so doma in ne opravljajo dela. Ok, obračun, dopust in prazniki šteje kot redno delo za izplačilo kriznega dodatka. Pri praznikih bi rekel, da ja, pri dopustu bi pa rekel, da ne. Bi Bara, Andreja, kaj se ne strinjali z mano? Torej lahko napotimo delavca v aprilu na čakanje, mu prekinemo odredbo, dela 14 dni in potem ga maja zopet damo na čakanje. Zdaj, jaz tukaj razumem, da ta delavec je že bil poslan na čakanje za polni mesec. Tukaj ne vem, če bo s prekinitvijo odredbe zdaj, če bo kaj rešeno, ker ste že v bistvu ga predvideli, da ne boste rabili cel mesec oziroma 2 ga poslali. Bara, jaz imam težave s tvojim zvokom. Jaz tudi, zdaj pa ne vem, a je to... Gremo naprej. Je samozaposlen tudi espe z 2 delavcema, velja za turistične vodnike enako kot za trgovine višja sila, prepoved obratovanja in se ne upošteva zmanjšan promet glede na februar. Ja, samozaposlen ima svoje ukrepe, za delavca ima druge ukrepe, velja za turistične vodnike enako kot za trgovine višja sila. Višja sila načeloma, bom rekel, da ja, po logiki stvari, ni pa višja sila seveda možno aplikabilna na vse situacije, razen za otroke do 5. razreda oziroma otroke, ki so v vrtcu, ali pa za tiste, ki ne morejo priti na dela, ne vem, zaradi zaprtja državne meje ali pa kaj podobnega. Pri ostalih je pa treba od primera do primera seveda potem presojati. Situacija, ko eden dela od doma, drugi uveljavlja pravico varstva otrok. Zdaj, tu pri uveljavljanju pravice do varstva otrok je tako, da načeloma pripada enemu od staršev. Torej, oba starša težko oziroma po zakonu ne morata uveljavljati tega ukrepa, torej enemu staršu pripada, seveda drugi pa, če dela, pač je upravičen torej prvi starš, ki varuje otroka, je upravičen do nadomestila, starš, ki pa dela, je pa seveda pač upravičen do polne plače in kriznega dodatka. Če lahko skočim tukaj vmes, jaz mislim, da je tukaj vprašanje, torej, ali če sta 2 starša doma in eden dela od doma, drugi pa pazi na otroka, a je to izvedljivo. Jaz mislim, da da, ker tisti, ki dela od doma, pač mora delati, ta drug pa bo pazil otroka, ker z otrokom 8 ur delati, ko je otrok ob tebi, pač ne gre. Ok, kaj če nekdo dela od doma 4 ure pa na čakanju? Zdaj, kar se tiče skrajšanega delovnega časa, v trenutnem zakonu ni nekih posebnih rešitev, imamo samo to rešitev 8 zaporednih dni, da je v takem primeru še možno čakanje na delo. Pričakujemo pa, da bo tudi ta, torej skrajšanje delovnega časa nekako urejeno, ampak za tega delavca seveda potem pomeni, da mu pripada sorazmerni del, ne pa celoten ukrep.
Ali lahko delodajalec izplača del plače za poslovno uspešnost vsak mesec, to je obveza po pogodbi o zaposlitvi ali pravilniku? Načeloma je poslovna uspešnost vezana na poslovanje samega podjetja. Seveda, če se zdaj enkrat poslovna uspešnost ugotovi in se potem razdeli na neke mesečne dele, potem ja, bi pa tle opozoril na zakon o dohodnini, ki pa nekoliko drugače določa, če hočete, ugodnejšo obravnavo, torej 44. člen zakona o dohodnini, ki pa seveda govori o tem, da pač mora biti vsem delavcem pa enkratna ta zadeva dana, če hočete seveda imeti davčno ugodnejšo obravnavo. Sicer pa z vidika prava pa ni ovir, da izplačujete vsak mesec poslovno uspešnost. Kako je potrebno javljati na zavod čakanje na delo, kadar delavca pozovemo nazaj na delo? Poimenski seznam? Ja, zdaj upam, da me boste kaj slišali. Da je bolje. Okay. Zdaj, mogoče lahko tudi preverite na zavodu, so že objavili določene dokumente in način, na kakšen se bo komuniciralo z zavodom, je pa ja, v bistvu precej podatkov bo potrebnih, se pravi, za katerega delavca in tudi detaljno, kdaj dela, kdaj naj bi čakal na domu, na tak način. Mislim pa, da je trenutno zavod objavil vse te dokumente vezano na prvi zakon, se pravi, ta trenutno veljavni po mega zakonu, ki so v bistvu pogoji malo drugačni, pa mislim, da še ni poenoteno, vsaj danes zjutraj še ni bilo. No. Tako da to bo tudi se v bistvu za pozanimati na zavodu. Neka obličnost ni predpisana, no, zaenkrat. Večkrat preletamo vprašanja. Gospa Bara je rekla, da naj bi višina prihodkov v prvi polovici leta bila pogoj za vsa sofinanciranja, tako za delavce, ki delajo in ki ne delajo. Plačilo prispevkov za ZPIZ za vse delodajalce naj bi bilo pogojeno s prihodki oziroma samo z 99. členom. Tako je, za tiste delavce, ki ne delajo, velja pogoj 20-50%, za delavce, ki delajo in uveljavljajo 200 evrov kriznega dodatka, tega pogoja ni. Toliko zelo na kratko, če distinkcijo naredimo. Ja, pri kriznem dodatku je sorazmerni del. Če je delavec na čakanju in ne dobimo državne pomoči, kako obračunamo? Čakanju verjetno se tle nanaša na varovanje otrok, torej na višjo silo, ker sicer je nadomestilo za tiste, ki so na čakanju že zdaj 80%. In po novem je tudi višja sila po novem zakonu, torej tudi če ne uveljavljate ukrepov je 80%. Ali predstavlja, torej delna oprostitev plačila PIS po 33. členu, ali predstavlja ta oprostitev državno pomoč, stroške dela uslužbencev namreč uveljavljamo kot upravičene stroške na projektu, ki so financirane s strani SSR-ja, je dopustno to tvoje kombinirati. Tle ne bi upal dati, veliko 100% zanesljivega odgovora. Predlagam, da seveda organ upravljanja oziroma ministrstvo brez resorja pristojno za to vprašate, kaj je v takem primeru, ampak bi rekel logično bilo, da vam seveda ta oprostitev pripada. Seveda potem v takem primeru ne morete v polni višini, predvidevam, uveljavljati upravičenih stroškov. Kako pa samozaposleni tisti, ki delajo in so tudi upravičeni do kakšnega prispevka? Torej, samozaposleni, če tle govorimo seveda o SP-jih, če govorimo o SP-jih in jim pade prihodki, imajo pa seveda možnost do temeljnega dohodka, sicer so pa načeloma samozaposleni iz teh ukrepov, ki se tiče čakanja na delo izključeni. Ali se zasebna zdravstvena ambulanta šteje kot posredni proračunski uporabnik ali ne?
Tole bi težko odgovoril, ampak dejansko, če je vključena v sistem javnega zdravstva, torej da ima razpisano koncesijo, potem bi skoraj bil bolj na stališču, da ja, če pa čisto zasebna zdravstvena ambulanta, torej kjer se vse storitve plačajo strani pacientov, potem pa mislim, da ne. Ali je možno v času, ko so delavci na čakanju prerazporeditev delovnega časa delavcem, ki delajo, torej tisti, ki delajo več, dlje? Tukaj imamo vprašanje odrejanja nadur, Bara. Ja, zdaj odvisno, kako je to mišljeno. Če gre za nadure, je to omejitev, se pravi, ne morete. Če lahko pokličete zaposlene, ki so na čakanju, da opravijo to delo, je to obveza, zato da vam ni treba vračati sredstev. Zdaj izjema pa je, vsaj po naših razumevanjih, po komunikaciji z organi, če recimo nimate drugih zaposlenih, tisti, ki so na čakanju, da recimo res ne morejo opravljati tega dela. V tem primeru načeloma bodo dopustne izjeme. Ok, torej uspešnost prodajnika glede na doseženo prodajo, je to poslovna uspešnost ali delovna uspešnost? Po vsem tem, kar ste gospa tle napisala, bi jaz bolj rekel, da je to delovna uspešnost, torej prodajnik je dosegel neke cilje, posledično seveda tudi podjetje, ampak ni upravičen do neke poslovne uspešnosti, zaradi ker je imelo podjetje, ne vem, nekaj denarnih enot dobička. Še enkrat, kar se tiče FURS-a, pa pojasnila, pa kriznega dodatka, vidim, da vas to precej muči, ali pa naše današnje razumevanje, pa to, kar je danes FURS objavil. Mi smo samo povedali, kako mi razumemo zakon, povedali smo, kaj je FURS v zvezi s tem povedal. Dejansko se zavedamo, da to pomeni neka dodatna obremenitev za delodajalce že za mesec marec, ki recimo po zakonu, ki še sploh ne velja, pripada, dajmo reči, ste pa vi danes izplačali marčevske plače, torej boste morali zadelati poročune ali ne, ali boste upravičeni od teh prispevkov ali ne. Tudi dajmo tukaj počakati, da bo bodisi zakon spremenjen, bodisi FURS kakšno besedo več na tole rekel, ampak tako kot se danes razume, 33. člen, prvi odstavek, jasno piše april in maj, in drugi odstavek, ki govori o kriznem dodatku, pove delodajalec iz prvega odstavka tega člena, kar pomeni, da smo zopet na aprilu in maju. Za višjo silo zadostuje izjava delavca ali mora dobiti od delodajalca formalno odredbo za čakanje. Torej, predlagal bi, imate vzorec na spletni strani Gospodarske zbornice, da oddate tudi odredbo, torej, da se ve, zakaj delavec čaka, oziroma zakaj je delavec doma, da ni na rednem čakanju, ampak da je na čakanjem zaradi varstva otroka, čeprav seveda na končni posledici je povračilo strani države pa enako. Če je delavec na čakanju in se po končanju krize lahko odpusti zaradi zmanjšanja obsega dela, je pa uveljavljal nadomestilo. Po trenutno veljavnem zakonu, torej vemo, da mega zakon še ne velja, ampak po trenutno veljavnem zakonu o interventnih ukrepih na področju dela je seveda polletna prepoved odpuščanja oziroma zmanjševanja delavcev. Po mega zakonu te omejitve ni. Torej, če bo tudi delavec, za katerega boste uveljavljali nadomestilo za čakanje na domu, potem postal torej iz poslovnih razlogov, da mu boste odpovedovali pogodbo, potem kakor mi razumemo pogodbe, oziroma tega nadomestila ne bo potrebno vračati. Kako se obravnavajo samostojni podjetniki, ki so začeli poslovati v marcu in v tem mesecu zaradi višje sile niso dosegli nobenega prometa? Samostojni podjetniki seveda imajo možnost zaprositi za temeljni dohodek po 34. členu zakona, enako velja za enoosebne družbe. Katere akontacije od dobička ni potrebno plačati, ali je tukaj mišljeno tudi akontacija za marec z valuto 10.4. Andreja? Pardon, bila sem na mute. Torej, tu so mišljene akontacije, ki zapadejo v plačilo v času veljave zakona, to pomeni akontacija za 4. mesec, april in za maj. Akontacijo za mesec marec je treba plačati. Oziroma lahko odložite po interventnem zakonu.
Ok, naprej Bara, ali za zavod pripravimo poročilo o poslovnem položaju zaradi epidemije? Se slišimo? Ja. Ker zdaj pa jaz vas ne slišim. A lahko prosim, pardon, ponoviš? Ja, vprašanje je, če je potrebno tudi po novem zakonu dati ukrepe oziroma napovedati poslovni položaj oziroma vlagatelja, na podlagi katerega se je znašel zaradi krize. To, kar je veljalo po starem zakonu. Ja, načeloma ni čisto enako, ker so tudi pogoji drugačni, je pa potrebno dati to oceno, kot sta prej razlagala. Torej govorimo o oceni, da se bodo prihodki v prvi polovici zmanjšali za 20%, glede na isto obdobje lani, govorim seveda o oceni. Seveda prvo poletje še ni zaključeno, predlagam pa, da ste pri tej oceni kar se da realni. Ali se vsi ti ukrepi, krizni dodatek in oprostitve prispevkov veljajo tudi za nevladne organizacije? Omejitev je samo na standardno klasifikacijo dejavnosti razreda K, poberi banke zavarovalnice, in pa omejitev je na vse tiste uporabnike, ki se pretežno financirajo iz proračuna. Torej, če ste nevladna organizacija, ki niste več kot 70% financirani strani proračuna, potem ukrepi tudi za vas lahko veljajo. Kakšen procent nadomestila krije država v primeru, da je na čakanju na delo manj kot 30% zaposlenih? Zdaj, mogoče te omejitve s 30% po mega zakonu ni. Tako da je čisto neomejeno, ali pošljete enega oziroma vse zaposlene, krije se v bistvu enak odstotek, kot sem prej omenjala. Se pravi, za delavce na čakanju, ki so ves čas na čakanju, na delo doma, se pravi brez teh, da hodijo vmes delati, krije celotnih teh 80% osnove. Ste oproščeni prispevkov, država pa povrne v bistvu izplačano plačo, znižano za prispevke delavca, kar pomeni znesek v celoti. Se pa je zgubil. Meni so vprašanja zginila. Ima katera od vaju? Ja, se lahko preberem. Osnova za čakanje je povprečje zadnjih 3 mesecev, torej če gre delavec na čakanje 15.4., je to povprečje januarja do marca. Če bi bile recimo znižana variabila v mesecu marcu, bi bilo potem čakanje za maj obračunano nižje, ker je nova osnova povprečje februar-april. Ali prav razumemo? Ste razumeli vprašanje? Jaz ne. Zdaj, mogoče, če jaz razumem, ja, kot osnovo računate oziroma nadomestilo računate s povprečjem zadnjih 3 mesecev in zdaj, če jaz prav razumem, je bilo za recimo tega zaposlenega, ste neko variabilni del plače je bil nižji v marcu in potem, ko boste za naslednji mesec računali, boste vzeli povprečje, se pravi, drugih 3 mesecev in se strinjamo, ja, v tem primeru bo osnova malo nižja. Če sem prav razumela vprašanje. Gledate pač vedno zadnje 3 mesece, no. Ok, Bara naprej, se pravi, lahko pošljemo zaposlenega na čakanje, na primer za 1 teden, je na to 2 dni v službi in ga potem ponovno pošljemo na čakanje za 1 teden. Za ta 2 tedna čakanja so upravičeni do povračila strani države, torej sorazmerni del. Ja, sorazmerni del, kot smo govorili. Prosim, kako je s poravnavanjem bolniških odsotnosti? Ali gre pokrivanje samo za bolniško, ki je vzrok koronavirus, ali država poravnava vse bolniške? Vse bolniške, ne? Ja, vse bolniške pa v celoti od dneva uveljavitve zakona naprej, za nazaj pa ne. Tako. Torej, lahko koristi varstvo otroka izmenjaje po 1 teden mama in oče za ves čas trajanja. Ne vidimo ovir s tem. Lahko prosim še enkrat pojasnite 7 zaporednih dni. Ali to pomeni 7 delovnih dni brez sobote in nedelje?
Ja, v bistvu zakon govori o 7 zaporednih dneh v tekočem mesecu. Zdaj, Uroš, to je to, kar smo prej se pogovarjali tudi pred klicem. No. Načeloma je 7 zaporednih koledarskih dni. Ne. Kar v vsakem primeru potem pride en vikend noter. Tako. Ja. Imam vprašanje sicer za delavca na čakanju doma, katerim mora delodajalec vročiti 80% nadomestila. Ali to pomeni, da delodajalec dobi povrnjene celotne prispevke za plačo, tako prispevke delodajalca kot delojemalca? Ja, zdaj načeloma ja, je pa omejitev z višino povprečne plače za lansko leto. Ne? Tako da prispevke od nadomestila, ki ne presega zneska povprečne plače za 2019 preračunane na mesec. Ok, naprej, ali se med javne subjekte iz 91. člena zakona šteje tudi DARS? DARS definitivno je zavezan k javnim naročilom, torej mora nastopati kot javni naročnik po ZJN-3. 91. člen, če se pravilno spomnim, pa je omejen na to, ali ta javni subjekt prejema sklenil z državnimi organi, ali prejema sredstva iz državnega proračuna. Teda vam neposredno ne bi znal odgovoriti, lahko tole seveda malo bolj podrobno pogledam, pa vam potem v nadaljevanju odgovorim, ampak pogoj je seveda, da nekaj prejema, jaz kakor razumem, DARS bolj plačuje v proračun, kot kaj njega prejema, ampak lahko, da se motim. No. Lahko pa to seveda še bolj podrobno pogledam. Kako ravnati v primeru, ko delavec občasno ne more delati zaradi višje sile, ker varstvo otrok deli z zakoncem, torej da opravlja na primer 2 dni v tednu, delo 2 dni v tednu, 3 dni pa drug starš in je v naslednjem tednu obratno. Ja, v tem primeru pač je sorazmerni obračun. Ne? Delno je čakanje na delo oziroma odsotno zaradi višje sile, delno je pa opravljanje dela. Ok, kako bo samostojna podjetnica dokazovala izpad dohodka za subvencijo čakanja na delo za zaposlene delavke, čeprav je frizerski salon zaprt od 16.3. dalje, če je v letu 2019 bila prijavljena sama, brez zaposlenih? Aha, tukaj dejansko, če ste v 2019 imeli že odprt, torej ste že bili frizerski salon, potem seveda spremljate teh 20 oziroma 50%. Zdaj, glede na to, da so 16.3. naprej zaprti, si preračunajte, koliko ste pred 16.3. od 1.1. naprej imeli prihodkov, ocenite, koliko jih boste imeli recimo, da se epidemija zaključi, pa salon odpre, ne vem, enkrat maja. Torej od 31. maja naprej, torej junij, in ugotovite, če je tega manj kot, torej če je padec več kot 20% v primerjavi z lanskim prvim poletjem in seveda potem tudi ne računate, da bi v drugem polletju presegli lansko poletje za več kot 50%, potem seveda izpolnjujete pogoje, če tudi v lanskem letu niste imeli zaposlenih. Ali bo potrebno ta sredstva, ki jih boš dobil, prešteti v prihodke 1 do 6 2020? Dobro vprašanje. Načeloma so subvencije za strani države dejansko prihodek, ne, medtem ko je obračunana plača strošek, tako je vse bilo. Ne. Nekako bi rekla, da bodo šli v prihodke, ja. Prvi občutek. Ali smo dolžni izplačati krizni dodatek, ne glede na to, ali bomo zanje zahtevali oprostitev prispevka ali ne? Torej, ti dve vprašanji sta povezani. Krizni dodatek in uveljavljanje prispevkov sta povezana. Torej, če ne uveljavljate oprostitve prispevkov, potem, kakor mi razumemo, tudi kriznega dodatka ni potrebno izplačati. Zanima me, kaj če delavca napotimo na čakanje za 1 mesec in ga v tem času pokličemo na delo, na primer vsak teden 2-krat. Kako je z nadomestilo v tem primeru? Ja, sorazmerno. V bistvu za tiste dni, ko opravlja delo, ima plačo, za tiste dni, ki ga pa pokliče, oziroma ko čaka, ima nadomestilo in boste lahko tudi sorazmerno potem zahtevali nazaj. Ne?
Ali nagrade za poslovno uspešnost pomeni tudi del dodatkov k plači, ki se izplačajo pod pogojem, da družba doseže določene poslovne cilje v smislu obveznosti vračila plačanih prispevkov? Vaše vprašanje precej kaže na to, da je to dodatek za poslovno uspešnost. Če je temu tako, seveda potem boste v primeru takega izplačila seveda morali vračati oproščene prispevke, tako da vam predlagam, da pogledate, če mogoče vendarle ne gre za delovno uspešnost delavca. Višje nadomestilo za višjo silo in čakanje velja tudi, če ne bomo uveljavljali povračil od Republike Slovenije. Tako je, Bara, to smo že povedali, ne? Kaj pomeni, kako pomagati družbam, ki ne more izplačati nadomestil za čakanje? Zaradi izpada prihodkov so nelikvidne. Ukrepi so, torej, če ni izplačilno nadomestila na strani delodajalca, se tudi zahtevki za povračila ne morejo uveljavljati. Ja, nažalost je tako, ker v bistvu je tudi pogoj, da vsaj v bistvu že pred samim uveljavljanjem pravic, kot tudi v času prejemanja nadomestil redno izplačujete. Imate poravnane vse obveznosti, kot tudi redno izplačujete neto nadomestila oziroma plače zaposlenim. Če gremo naprej, direktorica podjetja, edina zaposlena, predvidevam, da tudi lastnica ali lahko odredi čakanje na delo. Kljub temu, da se podjetje v prvem polletju še ni poslovalo. Ja, takrat imate drugačne pogoje, ni 20-50, ampak morate pogledati potem, mislim, da je 25-50 glede na marc, pa glede na povprečje zadnjih nekaj mesecev. To, da če ste zavarovani kot zaposlena v tem podjetju, seveda potem lahko uveljavljate ta ukrep, če izpolnjujete ostale pogoje. Ali je potrebno izplačati krizni dodatek, če imajo zaposleni bruto malenkost manjši, kot je 2821,74, oziroma ali lahko podjetje samo koristi olajšavo za prispevke pokojninskega in invalidskega zavarovanja? Trikratnik, mislim, da je tole, ja, ravno na meji ste. V takem primeru seveda olajšavo lahko koristite, če boste pa pod mejo, boste pa vseeno morali ta krizni dodatek izplačati. To smo že, zdaj se malo vprašanje se začela že ponavljati. Zdaj imamo še nekaj minut. Družinsko podjetje, 2 zaposlena, teden dni eden na čakanju, teden dni drugi, tudi zaradi varstva otrok, kombiniranje, kaj lahko v tem primeru pričakujemo glede vračil oziroma ugodnosti, na kakšen način lahko to uredimo. Zelo plastično, zelo preprosto, glede na to, da sta 2 meseca, 2 zaposlena, eden dneva na čakanje aprila, drug pa maja, pa boste imeli najmanj težav z poročanjem, ker sicer morate vsakič, ko je nekdo na čakanju, seveda predhodno obveščati zavod, da bo se čakanje prekinilo. Gre lahko tudi vodstveni delavec na čakanje. Če je zavarovan po osnovi 0,1, torej kot zaposleni, potem seveda lahko, seveda mora pa v takem primeru poskrbeti, da ne bo kršil svojih obveznosti po ZGD-1 kršil, kar vendarle mora predstavljati in zastopati družbo, ne glede na to, ali na čakanje ali ne, oziroma pač mora ustrezna pooblastila v takem času prenesti. Na kakšen način bomo od države zahtevali povračilo prispevkov? Bara? Ja, zdaj trenutno na način, da jih obračunate in tudi zaenkrat še poravnate, pa se bodo zahtevali nazaj, tako
ko v bistvu FURS usposobi vse te REK obrazce, ki verjetno ste tudi že zasledili na FURSovi spletni strani, so uvedeni novi REK obrazci, tako da boste recimo za zaposlene, ki bodo delali v času krize, pa boste zahtevali oprostitev pokojninskih prispevkov, boste v bistvu tudi plačo označili pod posebno šifro, tako da bo tudi FURSu tako jasno razvidno, nekdo uveljavlja te ukrepe oziroma subvencije, bodo tudi posebni REK obrazci za ta namen. No. Trenutno pa pač, če so recimo že izplačila plač za marec, pa zaenkrat, če postopate vse tako kot prej, poravnate in se potem zahteva nazaj. Delavca damo na čakanje za cel mesec in ga pokličemo nazaj za 3 delovne dni. Torej mu za 3 dni zaračunamo normalno plačo, 100% plus malica ali prevoz, vprašaj, ali dobi 80% nadomestila brez malice in prevoza in kako da, kot da če ne bi delal teh 3 dni. Ja, dobro vprašanje. Načeloma, zdaj za tiste dni, ko opravlja delo, mu pripada in ohrani čisto popolnoma enake pravice kot prej. Se pravi, če se pripelje na delo, tudi dobi stroške prevoza povrnjene, malico tudi. Je pa res, da če gledamo ta člen zakona, ki pravi, da do 7 zaporednih delovnih dni ga lahko pokličete, načeloma to pomeni, da vam bo država ta celotni strošek nadomestila krila, mislim, vam bo povrnila. Zdaj za te dni, ko dela, je pa dobro vprašanje, ne? Bi pa v bistvu lahko za 3 dni uveljavljali oprostitev prispevkov. Nagrade iz poslovne uspešnosti bomo izplačali v marcu 2021, ker je marec 2021 konec poslovnega leta, april 2020, marec 2021. Predvidevamo, da smo na varni strani. Ja, omejitev z 99. člena se nanaša na obdobje od uveljavitve zakona, torej 11.4. do konca letošnjega leta. Torej se ne nanaša ne na leta, ampak samo na dejansko, kdaj se izplača. Zdaj, če se strinjamo, bi jaz počasi na tej točki povzel, poskušali smo odgovoriti na vse sklope, če smo kakšno vprašanje oziroma kakšno tematiko res ne odgovorili, potem vsekakor se obrnite na spletno stran Gospodarske zbornice, kjer so res kvalitetno pripravljeni materiali, vsa pojasnila. Tale zadeva, ki vidim, da vas največ muči glede kriznega dodatka pa pojasnila FURSa, je tudi nam precej vprašljiva, tako da bi predlagal, da tukaj zadevo spremljate, kaj se bo v zvezi s tem dogajalo. Mi pač smo povedali, kako zakon razumemo, smo se potrudili po najboljših močeh ta zakon na hitro razumeti in vam ga predstaviti. Če smo seveda pri tem naredili kakšen spodrslajček, nam prosim oprostite, ampak zakon je res nov, niti še veljane. Pa upam, da ste do današnjega dneva izvedeli kaj novega, smo vam pa seveda še tudi mi, če boste kakšnekoli vprašanje, dilemo imeli v nadaljevanju na razpolago, ampak mislim, da je tudi spletna stran Gospodarske zbornice tista, ki vam bo na vse te dileme lahko odgovorila. Tako da se vam zahvaljujem za vašo pozornost, za izreden odziv in želim, da ostanete zdravi in vse dobro tudi naprej. Lep pozdrav tudi z moje strani. Adijo. Adijo.